Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes dva gosta, dva ekonomista, profesor Rok Spruk z Ljubljanske ekonomske fakultete in gospod Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A, ki upravlja več kot pol milijarde evrov. Preden se lotimo temeljnega vprašanja, o katerem se bomo verjetno do 22. marca kar veliko pogovarjali, saj odštevamo dneve do volitev in v tem obdobju bomo priča boju za interpretacijo dela vlade Roberta Goloba, bi mogoče gospod Spruk vas najprej prosila za, ne vem kako ne rečem, ne ravno politični komentar, vas bom prosila za komentar državljana. Kako gledate na odločitev protikorupcijske komisije, da je gospod Robert Golob kršil integriteto in vse te poskuse minimiziranja te odločitve in kritike na račun te neodvisne ustanove, kot je pač protikorupcijska komisija? Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj seveda Komisija za preprečevanje korupcije je neodvisni organ. In ker seveda proučuje in nadzira pač in proba skuša nekako zaznati koruptivna ravnanja politikov, je seveda pač v vsaki zreli demokraciji nekako higienično, da ne samo, da politiki spoštujejo te odločitve, ampak tudi, da za svoje dejanja prevzamejo posledice. Okolikor seveda protikorupcijska komisija pri kateremkoli politiku ugotovi jasen primer kršenja javne integritete, zlorabe položaja ali česar podobnega, potem je samo edino higienično, da pač seveda ti politiki v tem primeru odstopijo oziroma s tem z odstopom prevzamejo posledice za svoje dejanja, ker gre seveda za klasičen primer zlorabe položaja, lahko tudi v bistvu pač za kakšnega konflikta interesov in vsaka zrela demokracija v OECD državi deluje po zelo podobnih principih. In princip je tukaj seveda pač preprost, da za takšna dejanja seveda morajo priti posledice. Predstavnica protikorupcijske komisije je povedala za nacionalni radio, da se zna zgoditi, da bojo odločili do volitev tudi v primeru Karigador. Še za tak komentar vas bi prosila, ali vas preseneča odziv koalicijskih partneric SD-ja in Levice, oziroma morda pod vprašanje, ali bi tako minimalizirali, če bi bil recimo takšne odločbe protikorupcijske komisije deležen kakšen politik z opozicije, recimo Janez Janša? Ja, vse seveda zrele demokracije delujejo na podlagi univerzalistične etike, kar pomeni, da se seveda pač enaka pravila aplicirajo na vse. V tem primeru pa seveda z minimizacijo te odločitve, oziroma pač z nekako dajanjem protikorupcijske komisije na stran, pa prihaja do selektivnega moralizma. Se pravi, imamo visoke standarde za nekoga, drugačne standarde za nekega drugega politika, z katerekoli stranke. In to seveda pač kaže na to, da slovenska demokracija resno šepa in da ima seveda trenutna oblast jasne težave z spoštovanjem oblasti, z spoštovanjem pač razmejitve samih oblasti. Ker vemo, spomnimo se, leta 2022 je bila parola te vladne koalicije ta, da bodo seveda pač spoštovali institucije, da bodo spoštovali pravno državo. In potem seveda na takšnih primerih vidimo, da šlo samo za prazne besede. In dejanja seveda pa tukaj pač govorijo sama po sebi in posledice so seveda samo po sebi umevne. Ne spomnim morda na primer nesrečne Aleksandre Pivec, ki je bila tudi obtožena v bistvu v medijih, predvsem ni bilo še nobenih sklepov organov, da je pač jedla, prenočevala zastonj s svojo družino, pa so politiki pozivali k odstopu. Gospod Hribar, vi ne bi komentirali nobene politične zadeve, Vam bom dala besedo. Nimam močnega mnenja, edino na to temo bi rekel, z vidika gospodarstva, finančnih naložb podjetij in vsega tega. Generalno močnejša pravna država pomeni močnejše gospodarstvo, pomeni močnejšo državo. Tako da katerakoli politična opcija z mojega zornega kota ne spoštuje pravni red in ne spoštuje pravno državo. Bomo tukaj še pokomentirali na začetku izjavo gospoda Blaža Brodnjaka, predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, ki je bil zelo oster do politike. Uporabil je nekaj res močnih besed, med drugim je dejal tudi, da je prezir menedžerjev do politike obojestranski, se pravi, govorijo o tem, da pač
politika prezira ali pa trenutno vladajoča oblast prezira menedžerje in da je temu tako tudi na drugi strani. Kar se mi je pa zdelo tudi pomembno, pa je njegova izjava, da nas očitno prihodnost manj zanima, da nam je manj pomembna od proslavljanja dvoumne preteklosti. Pa poslušajmo, kaj je dejal. Dobrodošli med zastopniki dobrih 100.000 podjetnikov, gospodarskih družb, kmetovalcev, lastnikov, menedžerjev, bančnikov, zasebnih zdravnikov in drugih jamračev, ter ne bodi ga treba neoliberističnih kapitalistov, ki poskušajo v konkurenčnem okolju ustvariti vrednost, iz katere se napajajo javne blagajne. Odsotnost predsednikov 3 največjih strank, še posebej ministra za gospodarstvo, jemljamo kot pomenljivo sporočilo, ki zgolj utrjuje naše vtise, da je bodočnost manj pomembna od proslavljanja dvoumne preteklosti in da se nam preprosto ne uspe priplaziti iz hoste 2. svetovne vojne ter s tem povezanega ideološkega razdvajanja. Vas bi mogoče vseeno prosila pa tukaj za komentar, ni treba, da je politični, ampak se strinjate s kolegom, menedžerjem, se preveč ukvarjamo s tem, kaj se je dogajalo pred 80 leti, pa pred prejšnjimi volitvami, ne veste, da bi gledali naprej? Generalno ja, ampak to je... Politika je vedno narejena na volilne cikle, je vedno narejena na kratka obdobja, je vedno narejena na tisto, kar jim je tik pred očmi. Vedno je kle razmak med nekom, ki vodi neko podjetje, strateško deluje na 5, 10, 15 let. V podjetjih se nič ne zgodi čez noč, se ne zgodi v 2 mesecih. In kle kontinuirano je ta razkorak. Tako da ta kritika, bi rekel, je univerzalna. Ja, seveda, poglejte, zopet se bom povrnil na zrelost demokracije. V vsaki zreli demokraciji so vprašanja preteklosti nekaj, kar presoja stroka, kar presojajo zgodovinarji, nekaj, kar ni stvar političnega diskurza, nekaj, kar seveda politične stranke ne vlečejo iz naftalina zato, da operirajo vizavi teh kratkih političnih ciklov. Res tudi ne razumem, zakaj se moramo danes, leta 2026, pogovarjati v Dražgoški bitki, kdo je bil partizan, kdo je bil domobranec, veste, ker to samo kaže na izjemno nizko politično kulturo slovenskega političnega razreda. Pomanjkanje vsebine pravzaprav. Tako. Namesto, da bi se pogovarjali o vsebini, ne se pogovarjamo o ideologiji. Tako. Statistika, zdaj pa gremo k vprašanju, ali živimo bolje pod vlado Roberta Goloba. Statistika meri različne stvari. Jaz sem pogledala, politika seveda govori o tem, da so se plače povišale, ampak tudi na statističnem uradu so mi rekli, da to ni ravno najboljša primerjava, ker je treba pogledati, kakšna je naša kupna moč. Se pravi, kaj lahko mi kupimo, naprimer, za povprečno plačo, ki jo imamo. Jaz sem šla gledati, koliko recimo mleka in krompirja, to so 2 osnovni živili, si lahko kupimo zdaj, oziroma po teh zadnjih podatkih, ki so na razpolago na statističnem uradu, in koliko smo lahko kupili spomladi 2020. In sem ugotovila, da lahko kupimo zdaj manj 207 litrov mleka in 100 kg manj krompirja in tudi manj sladkorja. Statistika pa mi je postregla tudi še s podatkom, da smo vozili povprečno najstarejše avtomobile doslej za časa vlade Roberta Goloba. Tako da, kaj nam to pove, gospod Hribar? Enostavno nam pove, da plače so šle gor, nominalno, da to vsi razumemo. Plače so se dvignile v zadnjih 4 letih, mislim, da za tretjino približno, če pogledamo povprečno plačo in vzamemo povprečen podatek, skratka tisto, kar SURS zračuna, kar je osnovna številka. Podobno velja za verjetno druge socialne transferje, ki so se zelo dvigovali. Kaj pa s tem kupimo? Je pa treba vedeti, da je bila tudi inflacija močna, generalno. Še posebej, kot ste povedali, vse, kar je povezano z osnovnimi storitvami, kar je hrana. Seveda, če grejo plače močno gor v Sloveniji, ni možno, da osnovne dobrine, kot so hrana, kjer je delo en od ključnih inputov, drug ključen input je pa elektrika oziroma energija, ki se je drastično podražila v tem okolju, da se to ne bo podražilo. Tako da živimo bolje v evrih, živimo bolje v realnem smislu, torej z vidika realnih dobrin, je pa zelo odvisno od tega, kaj kupujete s svojo plačo.
In tukaj tudi inflacija je v bistvu zelo odvisna od tega, kaj vi običajno kupujete. Nekatere stvari so se pocenile v tem obdobju, večina se je pa močno podražila. Tisto, kar kupujemo vsak dan, kjer je delo vključeno kot glavna sestavina cene, recimo kavica, se je seveda moralo fejst podražiti. Ne vemo to vsi, ki se po Ljubljani kdaj sprehodimo po lučkah, vemo tako reči, pa želimo kakšen kuhanček spet, ne vemo, da se je močno podražilo. Ja, seveda, zdaj, jaz bi k temu samo še dodal dve stvari. Se pravi, prvi, da politika dostikrat operira z bruto zneski, in potem seveda včasih preide tudi na neto znesek. Moramo pa tudi vedeti, se pravi, dve stvari. Se pravi, prva stvar je, dostikrat v bistvu tukaj citiramo Sursove podatke, kot je povprečna stopnja inflacije, ampak to nam pove nekaj o povprečju, nič nam pa seveda pač ne pove o sami strukturi. Indeksi potrošnih cen, ki jih recimo izračunava Surs, so relativno, kako bi rekel, konstantni, stabilni v času. In moramo tudi vedeti, da za gospodinjstva, ki se nahajajo v spodnjem, se pravi z nizkimi dohodki, za tista gospodinjstva je seveda pač cena hrane, cena energentov in cena storitev še toliko večja. Tukaj pa vidimo, da se na tem segmentu imamo pa 5,4% inflacijo, kar je skoraj največ v evroobmočju. In tukaj moramo tudi vedeti, da ukolikor se seveda kupna moč razjeda, se razjeda zaradi dveh dejavnikov. Prva stvar, imamo najhitrejšo rast stroškov dela na enoto bruto domačega proizvoda v Evropske unije. To je ta, kako bi rekel, direktna posledica na eni strani plačne reforme v javnem sektorju, kjer če pač smo videli, da se je v bistvu v zadnjih letih to povečevalo za 12% zaradi reforme in seveda tudi v bistvu samega dviga plač v zasebnem sektorju. In če seveda podjetja ne morejo neutralizirati tega stroška dela in stroškov energentov, ki so seveda pač dani, Slovenija pač ni nek velik trg, ki bi pač lahko na ceno energentov imela vpliva, je seveda pač pretok oziroma ta pass-through, se pravi v končni del verige, to je pa pač potrošnika edina realna posledica. In tukaj seveda pa vidimo, da če vzamemo kumulativno inflacijo od leta 2022 do danes, imamo 13% rast, realna rast, se pravi kupne moči, sem pa jaz pač poračunal, je pa v bistvu nekje 12,4%. Se pravi, in to seveda samo pritrjuje tem izračunom, da se v bistvu realno lahko privoščimo seveda manj. Ker neto in bruto zneski seveda tukaj moramo biti zelo, zelo previdni, ker politika je zelo, kako bi rekel, dovzetna nažalost seveda na manipulacijo statistike. No, naj omenim, da sem gledala prvo soočenje na komercialni televiziji, največji komercialni televiziji, in je predstavnik Gibanja Svobode navajal podatke o neto plači. Na statističnem uradu opozarjajo, da dejansko niso primerljivi, ker so prešli na pač neko metodologijo in je možno primerjati samo od leta 2023, tako da je zelo težko pravzaprav ugotoviti, kaj je res in kaj ne. Mogoče bi tukaj še dodala, da se je rast cen hrane lani v Sloveniji močno povečala in je presegla evropsko povprečje. Na drugi strani smo pobeležili tudi rast brezalkoholnih pijač, ki so bile pa posledica povišanja davkov. In ankete kažejo, da v bistvu je 2/3 anketiranih spremenilo svoje nakupovalne navade, da kupujejo, ko so popusti, razne akcije, hodijo manj v restauracije, to ste že vi povedali, da hodijo pač ljudje manj na kavo, pa tudi jesti. Oziroma je dražje. Kupujejo cenejše blagovne znamke oziroma kupujejo manj. Kdo je za to kriv? Dobro, pri davku na dodano vrednost na brezalkoholne pijače je jasno, da je to pač stvar odločitve politike, Lejte, ni vse v moči politike, tako bom rekel. Vam bom odgovoril kot nekdo, ki živi na kapitalskih trgih po celem svetu in gleda na vplive, na globalne vplive, potem na lokalno okolje. In ko recimo gre nekdo v Ukrajino in ko se nekdo drug odloči, da ne bo več kupoval plina ali pa ga ta umakne in gre cena elektrike na 400-800 evrov za megavat, takrat ima to daljnosežne posledice, ki grejo prek cene elektrike in grejo prek tistega leta in tistega obdobja. In v bistvu, kar to pomeni, je, da podraži drastično v naslednjih letih vse, kar je povezano z energijo. In hrana, a hočete, a nočete, hrana je tipično taka stvar. Rabite gnojila, rabite pesticide, rabite transport. In za vse to potrebujete energijo. In vse to se je v bistvu močno podražilo, že v preteklih letih. Z raznimi ukrepi so potem to razne vlade, tudi slovenska, poskušale zamejiti, za ukrepom kruh ne sme biti dražji od ne vem koliko že, in tako naprej. Ampak to ne spremeni dejstva, da ali bo hrana dražja ali jo bo pa manj. Lahko za nekaj časa, za mesec, pol leta, leto to nekako zamejiš. Dlje pa ne. Tako da kdo je kriv?
za drago hrano, jaz bi rekel v osnovi cene energije, če že iščemo nekega krivca. Če iščemo krivca, zakaj je skok rasti cen pri nas najvišji v EU? Zato, ker smo prej bremzali ta skok z umetnimi, bom rekel, ukrepi kot regulatornimi ukrepi za ceno elektrike, za ceno kruha in tako naprej. Kot rečeno, lahko eno leto bremzaš ceno kruha, ampak potem bo težava za dobavo kruha, ker noben pek za izgubo ne bo pek, vsaj če je racionalen, ne. Torej, prosti trg lahko malce omejiš za nekaj časa, rečeš morate, ampak kaj na koncu? Bomo zopet peke potapljali v Ljubljanico? Ne gre to tako. Prosti trg je tisti, ki bo najbolj učinkovito dobavljal kruh slovenskim gospodinjstvom in ta nažalost pač ima določene stroške. In če to zamiš za nekaj časa, doživiš poj skok. To je vse, kar jaz mislim, da je razlog za to, da je lani ta kruh bistveno dražji, kot pa morda poskočil bolj, kot pa kje drugje, ker tako rigoroznih recimo ukrepov. Na regulacijo cen hrane niso imeli. Se strinjate? Temu bi dodal seveda, da v tem obdobju, se pravi, poleg masovnih, kako bi rekel, cenovnih pritiskov na mednarodnem trgu, se pravi še posebej električne energije in energentov, smo pa v Sloveniji zopet na mrtvi točki, kar se tiče produktivnosti dela. Zato, ker v bistvu, če se vsaj produktivnost dela ne poveča do točke, ki lahko te cenovne pritiske malce maši, se pravi, da podjetja lahko za intenzivno maržo, se pravi, financirajo, se pravi, večje plače svojih zaposlenih brez seveda potencialnih izgub, potem so ti cenovni pritiski samo še večji. In ta kako bi rekel, kratkoročna mašila, kateri se jih pač politika lotila, je nekako pač cunami, ki je prišel samo zadrževala. In tega cunamija seveda vi ne morete zadrževati. Ob tem seveda, da fiskalna politika ni delovala, se pravi, proticiklično. Imeli smo v bistvu trajno povečanje fiskalnih izdatkov, imeli smo v bistvu, zdaj imamo tudi po projekcijah Evropske komisije, trajno proračunsko luknjo napovedano za 3 leta, kar je svoj vrsten rekord v Evropski uniji. In seveda to pa pomeni, da je pritisk na deficit samo še večji in vprašanje časa je samo, kdaj se bo to poznalo pri 10-letnem donosu na državne obveznice. Se gospod Mojmir Mrak je dejal, da hodimo po robu, to je bila zelo odmeva njegova izjava. Gospod Hribar, vi ste dejali, da rast plač v javnem sektorju vpliva tudi na rast stanovanj. Ali pa na to mogoče, ampak ste dejali to, ampak da se pa stanovanja ne pocenijo, Če malo razložim, cena stanovanja je v osnovi odvisna od cen plač v določenem okolju. Tukaj boste najdli visoko korelacijo med tem, kakšne so plače v določenem gospodarskem okolju in kakšna je cena stanovanj. Drugo je pa potem, koliko se gradi, koliko je na razpolago zemljišč in tako naprej. Ampak če vas zanima, zakaj so v Londonu tako draga stanovanja, zato ker imajo toliko višje plače. To je prvi in osnovni odgovor. Potem pa sprememba cen nepremičnin povsod načeloma je najprej in najmočneje povezana z gospodarsko rastjo, ki pa zopet vpliva na rast plač v bistvu. In če se dviguje kupna moč prebivalstva, če se dviguje masa plač, torej ne samo plače, ampak tudi število zaposlenih, ki ima to plačo, potem seveda te ljudje si želijo boljšega življenjskega okolja in to pomeni, da kupujejo stanovanja. In zopet vsi ljudje, če imajo vsi ljudje v Ljubljanski kotlini kar naenkrat, dajmo reči, 2-krat višjo plačo, da karikiramo, je nerealno pričakovati, da bojo stanovanja ostala na isti ceni, kot so bila. Ker bo prej ali slej kdo bo ugotovil, da ima prosti dohodek na mesečni ravni in se bo odločil ga nameniti za izboljšanje življenjskega standarda v stanovanjskem smislu. Tako da iz tega vidika je ta komentar. Torej, dokler plače rastejo, je malce, bi rekel, lahkotno trditi, da so lahko stanovanja cenejša. Ker je to glavna determinanta za to, koliko kredita lahko vzamete za stanovanje, kakšno kupno moč imate in tako naprej. Tako da to je v bistvu zelo povezano. So tudi druge, seveda, determinante, kakšen davek nekdo bo recimo uvedel, kako dostopni so krediti, koliko se gradi in podobno. Ampak, če gledamo skozi na letni ravni, na krajše obdobje, torej, bomo ugotovili, da kadar je skok plač, zelo težko, da boste videli znižanje cen nepremičnin. Pika. Še nekaj bi vas vprašala, govori se, mogoče bom pa nadaljujemo najprej s tem, Gospodarska zbornica je izračunala, ker smo govorili o kupni moči, je izračunala, da je v obdobju 2023-2026 skupna davčna in prispevčna obremenitev dela zrasla za 3,2 odstotni točki.
In prav zaposleni z minimalno plačo so bili med najbolj prizadetimi, ker so v tem obdobju zaradi davkov in prispevkov, vključno z tem dodatkom za dolgotrajno oskrbo, izgubili približno 2100 evrov neto v 3 letih. A ne? To se mi zdi kar velika številka, seveda pač gospodarska zbornica izračuna na podlagi statističnih podatkov in zagotovo drži. To tudi verjetno nekaj pove, a ne? Seveda moramo vedeti, ne, se pravi, da vlada je v vmesnem času sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, ne, se pravi, slavno to prispevnost strukturo 1% zaposleni, 1% delodajalec. Ne. In tukaj moramo vedeti, da ukolikor se davčne obremenitve delodajalcev in delojemalcev, se pravi zaposlenih, fiskalno ne razbremenijo s tem, da se pravi javnofinančna politika zmanjša fiskalne izdatke drugje, ne, zato da ne prihaja do večjega pritiska na proračunski primanjkljaj in posledično seveda tudi na cene, potem je seveda erozija, se pravi izguba kupne moči popolnoma, kako bi rekel, razumna posledica. Ne? In ta izračun seveda je zelo pomenljiv, ne? Gospodarska zbornica pač je tudi opisala, s kakšno metodologijo je to seveda pač opisala. Ne? Težava pa tukaj izhaja seveda tukaj, da imamo kaskado celih učinkov, se pravi na eni strani cene energentov, ne? Na drugi strani seveda pač visoka inflacija, še posebej na področju hrane in še dodatne prispevne obremenitve, ne? Ki jih je vlada seveda naložila brez tem, da bi seveda nekje popustila pri izdatkih, da bi bil ta ukrep, se pravi, fiskalno neutralen. Torej imate potem na eni strani povečanje proračunskega primanjkljaja, zmanjšanje kupne moči, ne preko zmanjšanja seveda realne plače in na drugi strani ne, ta, kako bi rekel, zakon o dolgotrajni oskrbi ni kapitalsko testiran, se pravi, ni means testinga tukaj v zadnji narejenega, ne, in niti ne vemo, ali pokriva zadostne, se pravi, stroške dolgotrajne oskrbe ali ne. Za prihodnje leto je že napovedan primanjkljaj iz tega naslova. Zakaj? Zaradi tega, ker zakon je bil pač uveden ad hoc, brez kakršnekoli ekonomske analize, brez analize ravnovesnih učinkov, brez tega, da bi pogledali, se pravi, kako to vpliva na že obstoječo obremenitev stroškov dela, se pravi podjetij, sektorov in moramo pa nekaj vedeti, kateri so sektori, ki so najbolj udarjeni tukaj, ne, zaradi pač dviga oziroma uvedbe dolgotrajne oskrbe, ravno tisti, ki so produktivnostno najbolj šibki. In s tem pa seveda pač te politike vlade postanejo same po sebi kontradiktorne. Ne. Se pravi, imajo plemenit cilj, pač povečati dohodke, ne, ampak seveda instrumenti, po katerih posegajo, so pa skrajno populistični in seveda z vidika ekonomske analize tudi kontraproduktivni. Gospod Hribar, vam se ne zdi, da je ta politika, ki jo imamo sedaj na oblasti, ali pa predvsem recimo stranka Levica, zelo razdelitveno naravnana? Mislim, oni imajo, zdaj, če komentiramo Levico, no, da imamo začeti tukaj, ne. Oni imajo zelo jasen mandat, ne. Vsi vemo, kdo je Levica in kaj govorijo in kaj zastopajo. Ne. Tako da jaz bi rekel na prvo žogo, da so zelo uspešni v doseganju svojih interesov in svojih ciljev v zadnjih letih. A ne. Če govorimo o transferih, če govorimo o dolgotrajni oskrbi, tudi z najavami, no, stanovanjih in tako naprej. Tako da se jih veliko sliši. No. Tako da z tega vidika ja. Mogoče pa pol naprej, ne. Če prej smo se pogovarjali oziroma dotaknili fiskalnega zdravja Slovenije. Ne. Drži, da imamo proračunski primanjkljaj tudi za naprej, ne, planiran in da je ta visok in se približuje 3% ali pa morda bo celo 6, če dodamo še kakšen dodaten strošek. Ne. Je pa nažalost, sam to bi vrisal, ne, da na kapitalskih trgih to zaenkrat še ne pomeni, da bi bili drastično kaznovani. Pa ne zato, ker to ne bi bilo res, ampak enostavno zato, ker smo relativno na druge države, ki trošijo še bistveno več v zadnjem času. Oni ne rečejo temu trošenje, danes govorijo o investicijah za obrambo, investicijah za industrializacijo, za onshoring, torej da pripelješ tujo industrijo nazaj domače okolje in za zeleni prehod, kar je v bistvu za energijo, ne, elektriko ugodno. V bistvu investirajo ogromno, ne? In tukaj so brkane cela Evropa, no? V bistvu gre proti temu, da maastrichtski kriteriji niso več tisto, kar so bili, ne? In da se veliko investira ali troši, izberite besedo, za te namene. In zaenkrat se to, bom rekel, do neke mere tolerira. Ne pa v celoti. Vsi tisti, ki kupujemo obveznice, slovenske, nemške, italijanske, francoske, to seveda spremljamo, poznamo številke, vemo, da je proračunski primanjkljaj zaenkrat v naslednjih letih
ali pa, bom rekel, ta disciplina proračunskega primanjkljaja ogrožena. Ne. In se tudi že rahlo, bom rekel, to pozna na dolgoročnih obrestnih merah. Ne. Torej, dolgoročne obrestne mere se ne nižajo, čeprav jih Evropska centralna banka je odločno znižala v preteklem letu in pol. In tukaj lahko najdemo zametke, bom rekel, tega, ne, da gospod profesor Mrak reče, da hodimo po robu. Se strinjam, testiramo ta rob, ampak Slovenija ni v tem pogledu zaenkrat nič bistveno drugačna od preostale Evrope. Če pa gledamo, kjer so dobili jasno sporočilo z kapitalskega trga, katere države, ne, torej jasno opozorilo, da je dovolj, ne, je pa na prvem mestu Francija, na drugem mestu bi pa rekel Anglija. Ne. Obe državi sta že doživeli močno, bom rekel, občasno razvrednotenje, torej finančen šok na obvezniških trgih, ne, jasno in močno opozorilo. Za preostalo Evropo, Ameriko tudi ostran luže, pa zaenkrat dobivamo blaga opozorila, ne, da če gremo po tej poti naprej, da račun bo vse treba enkrat poplačati. Tako da opozorilo je na mestu, zloma obvezniškega trga iz tega razloga pa zaenkrat še ni in saj ni v nekem osnovnem našem scenariju. No. No, jaz sem se pogovarjala z nekdanjim dolgoletnim finančnim ministrom in guvernerjem, gospodom Mitjo Gasparjem, ker so pač tudi bonitetne agencije naši državi namenjajo dobre ocene. Ne? Ampak on sta dve dvignili. On tudi napoveduje, da se lahko zgodi, pač, ker ne vemo, zaradi negotovosti, ki smo jim priča kar naprej, ne vemo, kaj se bo zgodilo, lahko se kaj zalomi, lahko se, in da se zna zgoditi, da se bojo kmalu te bonitetne ocene zmanjšale. Ker sem rekla, ne, da imamo, to sem vas že prej hotela vprašati, kar naprej, se mi zdi, da od finančne krize naprej, ne, je bila negotovost. Potem je bila, ne vem, energetska kriza, ukrajinska kriza, COVID, zdaj so pač zadeve povezane z Ameriko, a ne, vse to, kar se dogaja, je v bistvu kar veliko nemira. Kako vi to čutite pri vašem delu? Vas kličejo vaše stranke, jih skrbi, glede na to, da pač predvidevam vlagate, a ne, sredstva svojih strank v različne naložbene priložnosti? Zdaj, jaz delam v pokojninski družbi, ne? To so postopna, zelo dolgoročna varčevanja, kjer je predvidoma varčuješ v takem produktu 40 let. Ne? Tako da neko pretirano odzivanje ni smiselno, ne? Z vidika posameznika, ki pri nas varčuje, in tudi večina ljudi se tako tudi vede in obnaša. Seveda pa, če imaš neke močne padce, ne, v vrednosti svojega premoženja, torej njegovih prihrankov, potem so seveda tudi vprašanja zelo močna, ampak v zadnjih letih temu ni tako. Ne. Zadnja 3 leta so bila na kapitalskih trgih zelo dobra, da bom rekel odlična, in tudi naše poslovanje je bilo pač zelo dobro oziroma odlično. Tako da naši vlagatelji so trenutno, kljub vsem negotovostim z inflacijo, Covidom, Ukrajino, Rusijo, gospodom Trumpom in tako naprej, zelo zadovoljni, ker pač imajo vedno več prihrankov za dodatno pokojnino. Tako da ne, neke pretirane panike ni. Panika je takrat, ko je finančni šok, ko je nenadno močno znižanje vrednosti, takrat pride strah, pride nervoza, pride anksioznost in takrat pridejo vprašanja. Zelo se pa borimo, da takrat ne pride tudi do napačnih, čustvenih, enkratnih odločitev, ne, v trenutku, ki so pa običajno zelo napačne, no, v finančnem svetu. Ne, ko enkrat potem se zadeve umirijo, ko pogledaš nazaj, so to običajno trenutki, ko bi moral kupovati, ne pa prodajati. Torej, ena taka modrost, recimo vseh starih investitorjev običajno je, ne, da ko so vsi drugi prestrašeni, probaj biti korajžen, ne, ko so vsi drugi pohlepni in korajžni, probaj biti malo preudaren in previden. Čeprav je to težko, verjetno, če je kakšen strah, te to povleče. Ekstremno težko in ekstremno čustveno naporno, to je približno tako, jaz vedno rečem, ne, vsi vemo, kako je, kakšen način, ne, je zdravo življenje, vsi razumemo zdravo življenje ali pa hujšanje, ne, ampak od tega, da ti veš, kaj je prav, pa da to izvajaš disciplinirano iz dneva v dan in še posebej v težkih trenutkih v življenju, ne, to je pa nekaj drugega. No, močnemu padcu, ne, smo bili priča spomladi, sem šla pogledat enega od vaših nastopov na nacionalni televiziji in ste izrazili upanje v umiritev retorike Donalda Trumpa. Ali ste bili naivni
Ne. Bil sem realen. Verjetno je bilo to aprila je bila najnižja vrednost v lanskem letu. Verjetno po uvedbi ameriških carin, ne, ki jih je gospod ameriški predsednik Trump izredno pompozno in agresivno predstavil in uvedel. Ne. Takrat sem, oziroma vedno, ko gospod Trump nekaj zelo agresivno in pompozno napove, ne, pa potem rezultira to v močnem znižanju vrednosti ameriških delnic, dolarja in tako naprej, torej premoženja Američanov, običajno pride do tega, da umiri rahlo svojo retoriko. To sem imel v misli. Ne. In tudi tokrat ni bilo drugače. Ne. Začeli so se potem počasi komentarji njegovih, bom rekel, levih in desnih rok v smislu rahlega umiranja. Začeli smo dobivati tudi prve, bom rekel, trgovinske odgovore. Predvsem spodbudno je pa bilo po naslednjih mesecih, da se trgovinski partnerji Amerike, recimo Evropa in predvsem razviti svet, ni enakovredno močno odzval, ne, z delno izjemo, bi rekel, Kitajske in vse skupaj v bistvu od aprila naprej, ne, je bilo zelo lepo na kapitalskih trgih. Eno vprašanje za oba. Ali se vam zdi, da ima vlada nek makroekonomski pogled na dogajanje oziroma neko makroekonomski cilj pred sabo, ker kar sem jaz se pogovarjala s člani tega sveta Golobovega za makroekonomsko vprašanje ali karkoli že, bi bilo rečeno, da sicer oni povejo svoje mnenje, nekateri so tudi kakšen predlog pripravili, to je bilo pa tudi vse. Ni bilo feedbacka na strani premierja in finančnega ministra. Mislim, jaz bi rekel, da tako kot opozovalec z vidika kapitalskega trga, naložb in gospodarstva, ne, bi rekel, da nekaj jasne, začrtane finančne, gospodarske in davčne strategije tukaj jaz čisto iskreno ne vidim. No. Oziroma vidimo, da na trenutke probajo z nekimi ukrepi, pa potem pride nek drug ukrep ali pa si premislimo in teh napovedi in potem umikov in potem nekaj drugega, ne, uvedenega je bilo kar nekaj. No, tako da jaz bi zelo lahkotno, bom rekel, ocenil, da ne, da se bolj ravnajo po občutku, vetru in anketah mogoče? In temu, kar menijo, da je ljudstvu trenutno povšeči. Ja, lahko samo pritrdim. Zdaj, tudi če gledamo samo javno komunikacijo vlade, ne, in samo retoriko, ne, zelo poredko recimo vidimo, da bi bilo vladi mar za gospodarsko rast BDP-ja, zelo redko tudi vidimo recimo uporabo makroekonomskih napovedi Umarja ali Evropske komisije. Ne, in ravno v bistvu, kako bi rekel, ta nestanovitnost, ne, se pravi zelo velika diskrepanca na eni strani med retoriko, na drugi strani se pravi med dejanskimi implementiranimi politikami, ne, in obrati, ne, je tisto seveda kar v Sloveniji ustvarja izrazito, kako bi rekel, nepredvidljivo okolje, ki je ne samo za vlagatelje, se pravi tudi za mednarodne akterje, na koncu dneva tudi za državljane in podjetja, zelo, zelo, zelo velik strošek, ne, in kar seveda otežuje tudi sam investicijski cikl, ne, zaradi tega, ker nekaj moramo videti, ne, tako kot centralne banke včasih so imeli ta tako imenovano kredibilnostno sidro, ne, kjer so seveda ciljale stopno inflacijo, ne. Ravno tako tudi seveda vlade njena kredibilnost temelji na eni zadevi, kako jasno je komunikacijska strategija usklajena z implementacijo politik in na koncu z dejanskimi rezultati. In tukaj vidimo, da ta veriga, ne, je popolnoma popustila. Ne. Vi danes v bistvu, če greste pogledat, ne, se več ne veste, čemu bi sledili spletni strani vlade ali sledite Instagram računu, ker imate popolno diskrepanco. Ne. In to je seveda lahko je to PR-ovsko ok, ne, se pravi določen segment volivcev v tem kratkoročnem ciklu naslavlja, zadovolji njihovim apetitom, ampak za dolgoročne interese na eni strani gospodarstva, za gospodarsko rast, seveda za predvidljivost samega investicijskega okolja, je pa takšna strategija površna, ne, in lahko tudi samo po sebi uničujoča. Ne. Zato, ker moramo danes tudi vedeti, ne, v kako bi rekel, informacijsko bogati dobi, ne, vse dejanja politikov oziroma je reakcija trgov, ne, lahko obvezniških trgov se pravi, ali pa dolgoročnih kapitalskih trgov, bistveno hitrejša, kot je bilo recimo 10-20 let nazaj. Ne, zato, ker imamo preprosto globalno interpovezanost na nivoju, ki jo nismo imeli še v človeški zgodovini. Ne. In to seveda pomeni, da za vlade je na eni strani to priložnost, da svojo strategijo skomunicirajo hitro, ampak na drugi strani tudi obvezanost, ne, da med svojo komunikacijo, strategijo in implementacijo ekonomskih politik, da je to kar se da dosledno. In da to doslednost pa seveda vidimo tudi po svetu. Ne. Vse
kako bi rekel, v Evropi, če greste pogledati levo usmerjene vlade, sledijo zelo podobnim gabaritom. Ne? Velika diskrepanca, iskanje sovražnikov, nekih binarnih narativov med žrtvami, med opresorji in tako naprej. In to seveda pač za samo gospodarsko okolje ni dobro. Ne? Na eni strani pač povzroča tudi tisto, kar se v bistvu česar se leve politične stranke najbolj bojijo, to je socialna polarizacija, ampak ne zavedajo pa se, da je ravno, kako bi rekel, ta napadalna komunikacijska strategija, to iskanje sovražnikov, nekaj, kar v bistvu pač povzroča socialno polarizacijo. Kot ko imate družbo socialno polarizirano, to je pa pokazala izkušnja iz ZDA iz zadnjih 20 let, veste, potem se pa prične polarizirati še trg dela in imate v bistvu pač neenakost, ki je zaklenjena, ki jo je v bistvu zelo težko zmanjšati in to, kako bi rekel, stisnjenost plačne distribucije, to plačno kompresijo samo še obdrži, kot da je v bistvu se nekako zacementira. In zato me to resno skrbi. No, na včerajšnjem srečanju predstavnikov 17 delodajalskih organizacij z predstavniki političnih strank so govorili sicer o enem drugem dualizmu, to pa je, da se je pojavil totalni razkol med zaposlenimi in menedžmentom. Ampak ne bomo o tem razkolu govorili. Gospod Hribar, jaz bi vas vprašala, kako komentirate, da je Slovenija v letih 2023-2024 padla za 8 mest na mednarodni lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD? Kako jaz to komentiram? Smo najnižje doslej. Ja, Slovenija nikoli ni bila znana po konkurenčnosti. Verjetno pač tudi uvajanje, recimo, omenjali ste nestanovitnost, recimo, poslovnega okolja, recimo davčnega okolja in tako naprej. Vse to dodatno pač slabi, bom rekel, predvidljivost za naložbe in dodatno obremenjuje, bom rekel, podjetnike in tiste, ki prejemamo plačo in srednji sloj. Tako da jaz bi tukaj razumel to kot tako, da v bistvu prav veliko za gospodarstvo, očitno, po mnenju IMDB-ja in Švicarjev, v zadnjih letih pač ni bilo narejeno za spodbujati podjetništvo, za razvijati podjetja, ki jih imamo in za gospodarsko rast. Kar vemo, sej v komunikaciji te vlade, pa če zakone, ki si jih spomnimo na pamet, naštejemo, niso povezani, večinoma niso povezani z gospodarstvom, ampak so povezani z drugimi temami. Tako da me ne preseneča. No, za Levico, ki sva jo prej omenila in sem vam rekla, da je nagnjena predvsem k ukrepom, ki razdeljujejo. Jaz sem predstavnika Levice, ki je zdaj sicer vmes prišel k SD-ju, vprašala pred novim letom, kako to komentira, da so predvsem stranka, ki delijo, lahko imajo pač takšen program, sej to je njihova stvar, ampak da je težava, ker se ne ukvarjajo s tem, kako ustvariti, da to, kar hočejo deliti, ustvarimo. In je bil potem odgovor, da kaj govorim, seveda, da sem maliciozna, ampak da so tako ali tako predlagali to shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Skratka, tudi vprašanja pravzaprav ne morejo razumeti. Ker subvencije so tudi pač nekakšna delitev. Ja, se strinjam, pač sam govorimo o zelo specifični stranki in o zelo specifičnem polu. Ki ima pa absolutno veliko moč. Njen program v tej vladi je bil v bistvu tisti, ki se je uresničeval. Tako izgleda, ja. Težko se ne strinjam s tem. In to seveda tudi reflektira, se pravi padec Slovenije, ki je bil omenjen, se pravi za 8 mest na AMD-jevi lestvici. Zdaj v Evropi, recimo tudi v Španiji, vidimo strani levih strank prihaja do izrazite kritike, se pravi tega indeksa konkurenčnosti AMD-ja, čež da to je subjektivni indeks, to odraža percepcijo menedžerjev, to ne meri realnosti, kar sploh ni res. Polovico uteži na tem indeksu, seveda so objektivni podatki, imate makroekonomske indikatorje, imate zdaj recimo, ne vem, delež high-tech podjetij, ki patentira v Evropski uniji in v ZDA. To ni percepcija, to so pač objektivna dejstva. In drugi del, seveda moramo pa tudi vedeti, zakaj pa bi, kako bi rekel, omaloževali in poniževali in dajali v nič, se pravi, percepcijo menedžerjev. In to je v bistvu tukaj nekaj, kar mene pač moti, ker če gremo gledati neko povezanost. Zato, ker zagovarjajo interese kapitala, se to pogosto slišimo. In to vidimo, da ta korelacija, se pravi, med percepcijo in dejanskim stanjem ni perfektna, seveda, ampak je pa indikativna, se pravi, odraža neke slabe signale. In tukaj je argument, ki sem ga recimo enkrat slišal, da se Slovenija je obstala na tem mestu.
čakajte malo, ste vi enkrat zdaj zadanete dno svoje zgodovine, ne, se pravi na indeksu konkurenčnosti in potem je zdaj dosežek to, da ostane Slovenija na istem mestu. Slovenija bi bila, jaz sem se enkrat poigral z izračuni, z lahkoto med top 15 držav na IMD-jevi lestvici, z lahkoto, ne. Potrebno bi bilo samo spremeniti na eni strani strukturo izvoza, da bi bila bolj visoko tehnološko naravnana, mala in srednja podjetja bi mogla malo bolj patentirati, malo več inovirati, kar pa je, ne, če gremo pogledati, zakaj tako malo patentirajo in tako malo inovirajo, ne zato, ker bi imeli manj talenta, ampak zato, ker so na eni strani davčno, izdatkovno zelo obremenjeni in imajo zelo negotov investicijski cikel v primerjavi z njihovimi seveda oziroma z najbolj primerljivimi državami. In tudi tukaj, ko vidimo recimo določene države, ne, so se od leta, če se ne motim, leta 96 so prvič začeli meriti, ne, ta indeks konkurenčnosti, ne, so vse skozi čas zelo lepo uspenjali. Ne. Slovenija pa je imela zelo dobre pogoje, še vedno jih pač ima, ampak ne, ravno na račun tega ideološkega boja, ne, in teh pač politik se je to lepo odrazilo, se pravi v pacu. Ni pa to seveda tudi edini indeks, ne, kjer Slovenija pač je nazadovala v zadnjih 2 letih. Jaz bi rekel, da je z vidika politikov rešitev precej enostavno. Jaz, če bi bil politik, pa nisem daleč tega, ne, bi enostavno šel do uspešnih podjetij in jih vprašal, no, kako jim lahko pomagam. Ne. Ker uspešna podjetja kreirajo dobra delovna mesta, ne? Kreirajo dodano vrednost, patentirajo, inovirajo in na koncu so ravno ta podjetja tista, ne, ki tudi vplačujejo proračun iz česar, ne, potem levica, desnica, kdorkoli že, pač lahko daje socialne ali pa druge transferje gospodarstvu. Ne. Tako da tukaj jaz bi rekel, da je premalo fokusa skozi leta, pa preveč mogoče ideologije. Vam bom prebrala še nekaj podatkov, ki sem jih črpala od kolegov na financah, pa me zanima vajno mnenje, če bi nas moralo zaradi tega skrbeti. Pisali so o tem, da se je število stečajev po svetu lani spet povečalo. Mislim, da že 5. leto zapored. Povečalo se je za okoli 5%. Tudi število stečajev pri nas je zraslo, sicer 2. leto zapored in ocenili so, da bo rast stečajev v Sloveniji okoli 6%. Najbolj so prizadeta mala in srednja podjetja, še posebej tista v gradbeništvu, prodaji na drobno in storitvenih dejavnostih. Hkrati se pa povečuje tudi število stečajev v Nemčiji. So to podatki, ki bi nas morali skrbeti, gospod Hribar? Da, in se že pozna to. Ne. Če si iskreno pogledate brezposelnost v Nemčiji, boste videli, da narašča. Ne. Narašča zaradi njihove industrijske politike, ki je bila v preteklosti zgrešena, navezana na poceni energent, ruski plin, in zdaj imajo problem s prestrukturiranjem industrije. Ne. Hkrati imajo pa močno konkurenco. Vsi poslušamo o kitajskih električnih vozilih in tako naprej. Tako da nemška industrija je v recesiji, ne. Slovenska industrija številna, ne, dela za nemško industrijo in tudi tukaj so vidne šibkosti. Ne. In mi vidimo to, delamo čez naše podatke, čez našo, bom rekel, to, kar delam vsak dan, torej prek vplačil v pokojninske sklade, kjer vidimo, koliko kakšno podjetje pač vplača oziroma koliko ljudi vplača. Ne. In vidimo to šibkost v industriji, vidimo to zdaj tudi pri statističnem uradu pri anketni brezposelnosti, ki je v zadnjem času rahlo porasla. In vidimo tudi to, na primer, v Ameriki kot enem glavnem motorju svetovnega gospodarstva, ker se je brezposelnost prav tako dvignila za 1% točko. Tako da težave v tem svetu so in obstajajo. In ja, mene to skrbi, iskreno. Ne. Treba je najti. To je eno od tveganj za prihodnja leta. Ne. Moramo vedeti, da zadnjih 15 let gospodarsko, tudi Slovenija od leta 2012 naprej, ne, je bila izredno, bom rekel, uspešna, je imela močan veter v hrbet. Ne. In zdaj se ta veter rahlo obrača. Ne. In ni več nujno nevtralen, ampak je rahlo v prsa piha. Ne. Zaenkrat rahlo, ni vidnih na ulicah še omembe vrednih, bom rekel, posledic, ne, ampak prvi znaki tega, da ni več tako lepo, kot je bilo, ne, so pa že tudi v Sloveniji prisotni. Ne. Ja, in tudi nekaj moramo gledati. Ne. Lahko samo še, se pravčujem, dr. Sprug, samo tole bi še dodala, da podkrepim še pač, kar boste povedali, sicer ne vem, kar boste povedali, da ne bo zdaj izgledalo, kot da sva dogovorjena za vprašanje in odgovore. Eurostat je objavil podatke o rasti brezposelnosti v EU. Rast je najvišja v Sloveniji, dosegla 1,5% točke, kar je pač največji skok v EU. No, ravno to sem želel pač tudi seveda, pač, kako bi rekel, malce osvetliti. Ne. Mene v bistvu pač podatki oziroma pač trendi o stečajih zelo skrbijo. Ne. Mi moramo vedeti, da v bistvu pač stečaje, ki so pri nas koncentrirani, ne,
ne, med malimi in srednjimi podjetji, se pravi ravno v segmentu, ki naj bi bil seveda pač motor same rasti. Zdaj pa seveda gremo pogledati, zakaj pa, ne, kaj pa pojasnim v bistvu se pravi ta dvig brezposelnosti in istočasno stečajev. Popolnoma nič drugega kot to, da v državah, kjer je ta učinek najmočnejši, so ravno tiste države, ki so v zadnjih 2-3 letih minimalno plače najbolj potiskale proti medijani. Tukaj pa vidimo, da sta pač v Evropski uniji prednjačita Slovenija in Španija. Ne. Obe dve državi sta že na točki, ki imata minimalno plačo blizu 70% medijane realnega dohodka gospodinjstva in če seveda vi umetno potiskate minimalno plačo navzgor, v retoriki smo tudi videli pač neke nore ideje, da bi šlo to nad 1200 evrov, ne, takrat pa seveda koga vi najbolj prizadanete? Ravno te dejavnosti, ki ste jih pač seveda pač omenila, kjer so stečaji najbolj koncentrirani, tiste dejavnosti, ki imajo že same po sebi nizko delovno produktivnost, nizko dodano vrednost na zaposlenega in s tem seveda zopet pač cilj ekonomske politike, čeprav je premenico, pa rezultati seveda samo po sebi kontradiktorni. In nekaj moramo tudi vedeti, ne? Če pogledamo recimo severno Italijo, ne, zakaj jo pač rad omenjam, ne, ker po številu veljavnih zelenih patentov na prebivalca je to vodilna regija v Evropi. Ne. Hrbtenica rasti so seveda pač mala in srednja podjetja, ne, in tudi v vseh regijah v severni Italiji, ne, moramo vedeti, da v bistvu pač dostikrat seveda guvernerji se večkrat, ne, na leto, ne samo enkrat, ne, srečajo za gospodarstveniki, ne, in kot ste seveda pač omenili, jih poprašajo, katere so strukturne težave, kako se lahko še bolj izvozno odpremo pač svetu, kaj lahko pač naredi, ne, politika, kolikor pač seveda pač lahko zato, da bo poslovno okolje še bolj predvidljivo. Pri nas v Sloveniji tega v zadnjih 4 letih praktično nismo videli, ne, zopet ker je politika zaradi teh kratkoročnih ciklov posvojila narativ, ne, da je nekdo je sovražnik, nekdo je pa dober človek. Ne. In enkrat, ko gre politika v to smer, pridete v toksični populizem. Ne. In seveda ekonomska cena ali pa kako bi rekel ekonomska oziroma računica oziroma pač poplačilo cene je pa ravno to, kar vidimo, se pravi pri stečajih moramo še nekaj povedati. Ne. Sprememba ni kratkoročna. Ne. Če vi greste pogledati dinamiko stečajev, ne, mene skrbi, da v Sloveniji smo v bistvu ravno po tem povečanju prišli na dolgoročno povečanje stečajev. Ne. In ravno zaradi tega, ne, ker na eni strani bo seveda val povečanja brezposelnosti v Nemčiji se nemudoma poznal, se pravi pri upadu naročil v slovenski industriji, predvsem predelovalni. Ne. In tukaj moramo vedeti, da na drugi strani pa države, v bistvu, ki so ta šok uspele nekako malce bolj neutralizirati, imajo zelo močna start-up podjetja. Ne. Če vi greste pogledati, koliko je v bistvu v Sloveniji v zadnjih 4 letih, ne, koliko imamo globalne omembe vrednih start-upov, ne. Vidimo, da v bistvu smo z Madžarsko na dnu Evropske unije. Ne. In to je pa seveda nekaj, kar mene resno skrbi, zato ker pač v dobi, kjer se pač poudarja odpornost, kjer se poudarja dinamizem, inovacija, ne, so start-up podjetja, ne, predvsem male, ne, predvsem tudi tiste, ki imajo 5-10 zaposlenih, ne, to je tisto, kar je v bistvu novo gonilo rasti. Gospod Hribar, vas bi poprosila za mnenje. Socialni partnerji se bodo v petek začeli pogovarjati o predlogu, ki ga je napovedal gospod Luka Mesec, to pa je dvig minimalne plače. Se vam zdi v takšnih razmerah dvig minimalne plače bo vplival na vrsto zadev in povečal tudi proračunske odhodke? V teh razmerah negotovosti se vam zdi pametno, recimo, rekli ste, da niste politik, če bi bili politik, ali pa kaj bi svetovali politiki? Plače dvigovati v podjetju je, bom rekel, tako zelo, kot nekdo, ki je član uprave v podjetju, kjer tudi dvigujemo plače, ne, to ni nikoli lahkotna, enostavna odločitev. Ne. Je povezana z uspešnostjo podjetja, je povezana s projekcijami, je povezana s poslom v bistvu. Ne. Višina plače je odvisna od višine, bom rekel, posla oziroma dobička, ki ga ta posel je sposoben prinesti. Ne. Tako da imate podjetja, ki že danes pač, bom rekel, životarijo, ne. Ve se, kjer panoge to so. Ne. In močno zviševanje plač, ne, v teh podjetjih, v teh tovarnah bo prineslo s sabo tudi kakšno negativno posledico. Ne. Torej, če ni prostora za zvišanje mase plač, potem je treba pač znižati število. Ne. To je pač logična posledica. Število zaposlenih. Tako, ne. Tako da, zdaj, če greste postopoma, pa izenačujete, pa je to pošteno, pa tako naprej, ne? Če gremo, da je to zdaj nek lovljenje inflacije, življenjskih stroškov, je to utemeljeno lahko. Takoj, ko pa greste z nekimi ukrepi predaleč, ne? Ker se lepo slišijo ali pa ker so vam všeč, ne? In močno dvignete stroške dela v podjetjih, kjer že danes je to lahko težava, ne? Pa ne bodite presenečeni, no? Če se bo število zaposlenih v kakšnem od teh podjetij znižalo ali pa če bo kakšno podjetje pač v tem primeru pač obupalo.
Govorili smo o stečaju. Jaz bi dodal še dve stvari, se pravi. Na eni strani sem naredil analizo, kjer sem pogledal, se pravi, kakšna je bila dinamika zaposlenosti v Sloveniji po sektorjih, po, se pravi, zadnji uvedbi, se pravi, po zadnjem povečanju minimalne plače. In tukaj politika dostikrat, predvsem na levi, pač opozarja, do zmanjšanja zaposlenosti ni prišlo oziroma do povečanja brezposelnosti ni prišlo. Ne vprašajo se pa drugega vprašanja, kakšna bi pa bila dinamika zaposlenosti brez tega dviga minimalne plače. In tukaj je Slovenija v povprečju, v storitvenih dejavnostih, v gradbeništvu, predvsem v nizkoproduktivnosti dejavnostih izgubila v povprečju med 10 in 15% obsega zaposlenosti. V primerjavi seveda s tistimi državami v EU, ki so minimalno plačo pustile pri miru. Gledamo tukaj seveda na izide na trgu dela. In tukaj, če se minimalna plača, in tukaj moramo videti, se do mediane dohodka se povečuje prehitro. In ne samo, da v bistvu ni vezan, ker v bistvu dostikrat, recimo, jaz poudarjam, v Sloveniji, pač kar se tiče minimalne plače, nimamo zakonsko upisane formule, kjer bi jasno povedala, kako se minimalna plača usklajuje z inflacijo za stroške življenja in tudi seveda s produktivnostjo. In če produktivnost dela seveda stagnira, ker v Sloveniji stagnira glede na jedro Evropske unije že 2 desetletji, potem tudi se pravi manevra za dvig minimalne plače preprosto ni. Jaz mislim, da je ves fokus, če sem čisto iskren, tlele napačen. Pogovarjamo se o minimalni plači. Dajmo se pogovarjati o povprečni plači, še bolj pogovarjamo se o plačah ljudi, ki so izobraženi, ki so delovni, ki dodajajo to dodano vrednost, ki plačujejo resne zneske v tej državi in ki so produktivni člani te družbe. Ampak to je never ending story, to, kar ste zdaj omenili. To je ta prav fokus. Bi moral biti politike. Pravi fokus bi moral vedno biti, se pravi, tisti, ki je na medijani, se pravi, tisti, v bistvu, ki zasluži, na sredini. Medijana, jaz bi z medijano pa s povprečji, lahko so eni zelo nizko, pa eni zelo visok, ampak dajmo o dodani vrednosti govoriti, dajmo govoriti o tem, koliko skupaj mi vsi naredimo. Lahko nekdo več, nekdo manj in tako naprej, ampak če je del populacije ne stimuliran za delo, pa lahko je to zaradi tega, ker je minimalna plača enaka socialnim transferjem. Lahko je to zato, ker nad tok pa tok plače v bistvu vam država vzame 2/3 vaše bruto plače. Karkoli, skratka, imate dele populacije, ki enostavno niso motivirani, da bi delali ali pa delali bolj. In to so tiste, bi jaz rekel, cokla ali pa polena, ki jih mečemo v gospodarstvu samemu, in zakaj nekatere druge države, ki tega nimajo, pač lahko dosegajo rahlo višje gospodarske rasti na kratko obdobje, kar se pa akumulira na 10 let, 15 let in tako naprej. Zato lahko morda srednja Evropa ujame Slovenijo ali pa prehiti Slovenijo. Zato se lahko pogovarjamo o Hrvaški, ki ima mimogrede nižjo zahtevano donosnost na 10-letno obveznico kot pa Slovenija danes. In tako naprej. Tako da tukaj so, bi jaz rekel, glavne polemike, glavne, pa ne problemi, ampak stvari, ki bi se jih dalo izboljšati. Ravno, ko ste omenili, se pravi, dodano vrednost, zadnjič smo se tudi malo z izračuni poigrali v Sloveniji, zdaj potrebujemo v tej dolgoročni stopnji gospodarske rasti 66 let, da podvojimo bruto domači proizvod na prebivalca. Hrvaška je šla v zadnjih 10 letih 56 let na 36 let. Potrebuje, da podvoji bruto domači proizvod na prebivalca. Zato je toliko pomembno, da male razlike v rasti, ali po četrtletjih, ali po mesecih, že na enem letu, 2 letih lahko pomenijo na dolgi rok zelo veliko in to je seveda, kako bi rekel, agregat, s katerim se seveda pač politika, ali je to leva, ali je to desna, ali je to alternativna, ali je to, identitetna politika, se ne sme igrati, ker to je v bistvu dolgoročno edino orožje, ki ga pač seveda narod oziroma pač družba ima za to, da ostane inovativna, bogata in odporna. Zakaj ste govorili o tem, o ljudeh, ki ne želijo delati, ki niso motivirani za delo? Ste to govorili o teh najbolje plačanih ljudeh, ki odhajajo iz Slovenije na to? Namreč gospod Brodnjak opozarja, če sem prav razumela, so oni tudi razvojni center NLB preselili v Beograd. IT, mislim, da center, ja. Pač to pripelje do outsourcanja pač določenih funkcij. Če imaš v Sloveniji imamo tudi dobro plačane službe, recimo predstavništva tujih podjetij, multinacionalk in tako naprej. Ki se selijo in so se že preselile iz Slovenije. Enostavno pogledajo, ali bi raje bil v Zagrebu ali pa bi raje bil kje drugje. Zagreb je saj tudi v Evropski uniji, pa v evroobmočju. In ali bi bil še naprej v Sloveniji in pač enostavno se odločajo, pragmatično enostavno.
In tukaj so, bom rekel, potem pač enostavno rečejo, raje tukaj ne bomo delali, bomo raje delali tam. Ne? In to so take zgubljene zgodbe. Potem imate pa še pač posameznike, ki zaslužijo veliko, ne? Pa so raje še morda v kakšni drugi davčni jurisdikciji iz istega razloga. Ne? Potem imate pa ljudi, ki niso v drugi jurisdikciji, pa enostavno ne bodo več delali, ker se mu enostavno ne splača, ker je obdavčitev dodatnega zaslužka previsoka. Na drugem spektru, na drugi ravni spektra plač, torej pri minimalnih ali pa še nižjih, imate pa spet problem s tem, a bom delal za toliko denarja, če pa ne delam, dobim morda pač 200 evrov, 300 evrov, ne vem koliko manj, nisem strokovnjak za to, ampak to deluje tudi demotivacijsko. Tako da jaz mislim, da motivacija posameznika je tista, ki bi mogla v teh ukrepih biti nek rdeča nit. No. Jaz ne vem sicer, kako bi recimo dosegli to. Za prvi del teh ljudi, ki ste jih omenjali, seveda socialna kapica, ki govorimo o njej že ne spomnim se koliko let. Za te, ki pa manj zaslužijo, pa ne vem, mogoče boljši pregled nad prejemniki socialne pomoči, če je res to, da se ljudje odločijo, da ne bodo delali, ne, dobivajo pomoč in potem delajo še na črno. Nadzor, kontrola na eni strani, na drugi strani pa pač neka zdrava, bom rekel, končna omejitev obdavčitve dela. Govorimo o delu. Recimo dobra rešitev je, ta tako imenovana Friedmanova negativna dohodnina, se pravi, da vi v bistvu krepko dvignete prag davčne olajšave, nad tem pragom olajšave imate samo 2 stopnji, se pravi nižjo in višjo, in višja ne sme biti postavljena več kot 35%. Ampak vidimo, da v teh okoljih, s katerimi se danes pač soočamo, ki je ideološko, pa ravno deluje v bistvu na principu, da si želi še več progresivne obdavčitve. Če gremo pogledati podatke v davčnem primežu, recimo, vidimo v davčnem primežu Slovenija glede na raven bruto domačega proizvoda krepko izstopa navzgor v svetu. V Evropski uniji je pred nami samo še Belgija, se pravi po davčnih škarjah, po davčnem primežu. In to je zdaj seveda nekaj, ravno to, kar ste pač omenili, kar na motivacijo posameznika vpliva zelo slabo, zelo pogubno, ker na eni strani seveda pač veste, 10 let nazaj se je politika ukvarja, ali bomo privabili tuje investicije ali ne bomo privabili. Danes je pa poleg tujih investicij še bolj pomemben talent, ali bomo talent seveda pač obdržali ali ne. In to ima seveda tudi posledice na to, kam se selijo pač podjetja, kam se selijo uprave, kam se seli, se pravi, recimo odločitveni center za onshoring. In če gremo pogledati, kaj je Slovenija pridobila v zadnjih 4 letih, na tem področju smo postali skrajno neatraktivna dinamika. In ravno, če vprašate menedžerje, se pravi v AMD-jevi anketi, kaj je tisti ključna ovira, na eni strani omenjajo se pravi davčno obremenitev, na drugi strani pa omenjajo se pravi nepredvidljivo in nestanovitno policy, se pravi okolje za politike, za javne politike, in to sta seveda dve točki, ki jih lahko politika zelo resno naslovi in zelo lahko, ne stanejo zelo veliko. In to ima za posledico pa tudi vidimo, da se tudi pozna na dodane vrednosti na zaposlenega. Vi morate vedeti, da v zadnjih 4 letih je dodana vrednost na zaposlenega v predelovalni industriji v Sloveniji, se letno zmanjšala glede na jedro Evropske unije za 5%. In vi ne morete v bistvu pač pričakovati od tega zdravega jedra, ki na eni strani plačuje davke, plačuje prispevke, da bo v bistvu davčno še bolj obremenjen. Na eni strani z davki, z drugi strani pa tudi s tem, da je v javnosti pač označen kot nekdo, ki je tej politiki očitno nezaželjen. Ker posledice so pa tukaj seveda lahko zelo slabe. Na eni strani gospodarska rast, na drugi strani seveda tudi javno-finančni primanjkljaj. In pomembno je seveda, da politika katerakoli bo, bodoče ali bo leva, bo desna, da se seveda, kako bi rekel, teh temptacij vzdrži. In ve, da v bistvu s tem, ko se vzdrži takšnih, kako bi rekel, bojev, najbolj v bistvu koristi pač prihodnosti Slovenije. Še eno vprašanje imam za oba, ampak bom najprej vam, gospod Hribar, ker ste mi pred oddajo rekli, da ne berete ali pa skoraj ne berete slovenskih medijev. Včeraj je bil v enem od časopisov objavljen velik članek o tem, da predsednik vlade povezuje stranke v antifašistični blok. Lahko povem, to je objavilo Delo. Zdaj veste, zakaj ne berem. Gospod Matej Rigelnik, ki ga po mojem tudi poznate, bil je solastnik vaše družbe, ne vem zdaj, kako se je odvijalo, če je še ali ne, pomemben vlagatelj v nepremičnine in tudi v vrednostne papirje v Sloveniji. V Sloveniji pa je zapisal na X-u, da ne bo šel na volitve, ker se ga sili v en kot.
v levega ali desnega, noče pa biti v nobenem. Moje zadnje vprašanje za vaju je, ali volita in ali boste šla na volitve? Gospod Hribar. Ja, volim in bom šel na volitve. Ja. Pa že veste, koga boste volili? Ne, še. Ne. Enako volim, bom šel na volitve, ne. Zdaj seveda o izbiri pa pač ne bi. Se vas nisem vprašala, koga. Ne? Sploh rečem sam nekoga, ki bo zastopal pač, bom rekel, interese nekoga, kot sem jaz. Ne. In kaj okvirno, ne, sem deloma predstavil, ne, torej dajmo reči nekoga, ki bo zastopal, kdo sem jaz. Izobražen, deloven, srednji razred. Ne. Torej, no, jaz bi rekla, da politika v zadnjih letih... Zdaj pa jaz vas vprašam, koga naj volim? Ne vem, tudi jaz sama ne vem, ali bom šla sploh na volitve. Ker zelo težko je izločiti, kdo od njih se sploh fokusira na dobrobit recimo nekoga, ki je izobražen in je srednji ali pa višji srednji ali pa nižji srednji razred. Ali se fokusiramo na upokojence, ali se fokusiramo na one na minimalni plači, ali se pa pogovarjamo o nekih, ne vem kom. Politika je pozabila na srednji razred v Sloveniji, to zagotovo ne ta vlada, tudi prejšnje. Timothy Beasley je zelo slaven, kako bi rekel, ekonomist in politolog, in zadnjič je na konferenci v Bruslu predstavil indeks, kako se politične stranke pozicionirajo na volitvah v Evropski uniji na dveh pozicijah, se pravi, ali so usmerjene v common good, se pravi v splošno dobro, ali v particularistic good, se pravi v tem, da nagrajujejo pač interesne skupine. Slovenske politične stranke so se uvrstile na prvo mesto v Evropski uniji potem, kako nagrajujejo interesne skupine na volitvah. In jaz ravno tako si želim voliti nekoga, ki zagovarja interese mladih, izobraženih, srednjega razreda, ni ideološko usmerjen ali v levo, ne, kar je zelo nevarno, ali v desno, zagovarja, kako bi rekel, proevropsko, proatlantsko usmerjenost Slovenije, ne, brez ideoloških gestikulacij in moralnega teatra v zunanji politiki, ki smo bili priča v zadnjih 2 letih, ne, in nekoga, ki podpira, kako bi rekel, inovacijsko hrbtenico Slovenije, ne, in nekoga, ki je seveda usmerjen v skupno dobro, ne, in ne pa seveda v samo nagrajevanje interesnih skupin, kot tukaj zdaj vidimo v tej famozni pač protifašistični koaliciji, ne, veste, smešno, ne. No, gospod Hribar, bi dodali še... Ja, hotel sem reči samo to, da berem veliko tekom službe o vsem možnem po celem svetu, ne, in Slovenija, kljub temu, da se zelo veliko Slovenci radi pogovarjamo o Sloveniji, ima zelo majhen vpliv na globalne finančne tokove, naložbe in tako naprej, ne, in slovenska politika ima pa še manjšega, no, tako da tukaj v bistvu je razlog, ne, zakaj v moji izjavi, da relativno malo spremljam slovensko dnevno časopisje na temo politike. No, skratka, na Info 360 se bomo potrudili, da bomo do volitev pripravili še nekaj pogovorov, ki bodo pomagali k temu, da se bomo lažje odločili, koga okrožiti 22. marca. Hvala za pozornost, če ste bili z nami, vama pa seveda hvala za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala lepa. Hvala vam.